Dejan, Ana in Jeger. In to jutro. Sredino jutro in Jegrov poraz, tako bi lahko. Pa ni poraz, vseeno sem napovedal zmagovalca, ampak nisem pa napovedal točnega Avstrija, rezultata. Ja. In imel je 2-1 do 111 ali 101 ali 102, ker je že minute. Konec je bilo, ne? Ja. Samo da je mogel oni roko stegniti od Jordancev. Je bil penal, ne? Jaz sem navijal za Avstrijo, tudi dal sem na zmago Avstrije. Ne, nazadnje imaš svakinjo, Avstriko. Recimo. Ne? Avstrijci niso slabi ljudje, samo zakaj bi mogli zmagati 3-1, če lahko 2-1, ne? Tega ne razumem. Če si ti rekel 2-1. Če sem jaz rekel tako. Tam vidiš, ne moreš se zanesti na njih, ne? Ne, na Avstrijce se ne. Jaz brišemo to ven? Ja, ne bomo. Drugače pa ogromno zanimivega je bilo tudi v tem jutru. Škoda, da ste zamudili, ampak hvala Bogu je tu podcast od tega jutra. Drugače pa spet se slišimo jutri zjutraj ob 5:30. Ne, Ema? Tako. Jej, torej, gremo v sredo 17. junija, pišemo danes, seveda prva tema bo zagotovo, ko se bodo očetje ostali, pa tudi nekatere matere, Messi in hat-trick. Okay. Lepo, to bo danes zagotovo ena od tem, ampak o svetovnem prvenstvu v nogometu, ko pridemo malo k sebi, če pa jaz ne bi držal sapedo takrat, ena druga stvar je, o kateri je treba govoriti. Pri Pentagonu so spet odprli še nekaj dodatnih fajlov povezanih z neznanimi letečimi predmeti. Resno? Ja. In kaj so dali? Mislim, meni je to tako, oni odprejo neke fajle, pa je velika večina noter tako cenzurirana oziroma črno prečrtana. Kaj si naj s tem začneš? Yes, pa maybe, ne, ok, to lahko ven razbereš. Ne, ampak je opisanih še nekaj več primerov, opažan, tako da... Kaj neki se dogaja? Ali imamo družbo? Je to zagotovo. Statistično je nemogoče, da tam je milijard zvezd je, mislim, samo v naši galaksiji, kaj šele zunaj. Če sploh so galaksije, ne, kot eni rečejo. In je skoraj da statistično nemogoče, da smo mi edini. Možno je, da smo eni redkih v taki obliki, ampak tudi zato je izjemno majhna možnost. Nekako se je to skupaj zložilo tudi drugje. Ti si opazila že kdaj kaj nenavadnega na nebu, Ema? No. Ne, ti gledaš pod noge dol, da ne padeš. Tako. Ne? Pametno. Iščem roket. Nisi še nič kaj takega videla, ok? Na internetu edino. Ne, na internetu. Ne, v živo. A to pa ne. Ker Dejan je. Ja, to naenkrat. Jaz imam srečo, mene. Ampak ta dogodek, o katerem smo že večkrat govorili, je res me prav bega. Ampak verjetno še kdo ni slišal, kaj mi zdaj moral zdaj še enkrat povedati. Te zanima? Ja. Te zanima? Ja. Nisem bil sam, 3 smo videli, ne? Tudi jaz smo moja 2 pubeca. Smo videli popoldne, sredi dneva, pa ti zdaj moraš dati v enačbo, da jaz sem zelo empiričen človek, ne? In da zelo znanost mi je, ne? Na nek način religija. In zdaj, veš, nekdo reče volk, ne, pa jaz letim daleč od tega, hočem razumeti. Bilo je pa sredi dneva in zanimivo nad Račami, po mojem so si Pinus ogledovali oziroma Albov. Ne, ampak, glej, bil je taki srebrn, prevelik, da bi bil dron, ker smo ga od predaleč gledali. Nemogoče, da je bil balon, ker baloni ne letijo v takih razmerah. In nemogoče, da je bilo letalo, ker je lebdelo na mestu. Niti ne tako visoko. Nemogoče, da bi bil balon, ker sem ga opazoval na, ne vem, jaz si to predstavljam, enih 5 km stran, 4-5 km. In ga ne bi videl balona, ne, da bi bil ta helijev in je tam bil in je lebdel in pol je nekrat naredilo zik. Pa ni več bilo. In ga ni več bilo, ja. In to sredi dneva, mislim popoldne. Ja. Tako da jaz pravim, gled, ko si zunaj, pa poglej malo gor za hec.
Nikoli ne veš. Ne bom. Pa pomagaj. Ne robim tega problema. Vse to ni problem. Ja, ker jaz bolj bom v stresu. Saj ne bo prišla modra lučka, ali bzz, pa Ja, ne bo kaj pogazili. ne veš. Pa te bojo sondirali, kar si morda kdo želi tam zunaj, Ja, da se nikoli ne veš. Ampak se tudi, če bi tebi ti zbrisali spominbe, tako da se ne bi Ja, pa spomnila. dobro. Malo bi bilo nekaj tako, kot tega fižolo, ja, včeraj. In moramo se pomeniti. Ja. Še 3 tekme svetovnega prvenstva so mimo, ena se bo začela, oziroma se je začela pred par minutami, to je Avstrija, Jordanija, ampak preden se morda posvetimo tej krasotici kroga. Prvo ime včerajšnjega dne ali pa te noči na svetovnem prvenstvu je zagotovo Lionel Messi. Absolutno. Ob zmagi Argentine nad Alžirijo s 3-0 je dosegel vse 3 gole. Prvi hat-trick na svojem 6. svetovnem prvenstvu, v svojem 200. nastopu za Argentino. Tako so se lepo številke zložile. Res. In izenačil se je z Mirotom Klozejem kot vodilni strelec v zgodovini svetovnega prvenstva. Oba zdaj imata po 16. Ti veš, za katero reprezentanco je Klozej igral? Ne, Kaj pa bi rekla, Ja. glede na priimek? ne vem. Bolgarijo? Ne, za Nemčijo. Hočela sem reči Nemčijo. Ja, zakaj pa nisi? Jaz sem tak, če Ja, če povem ne na veš, ne robe, veš, me pač boste obsojali, zdaj tu, ker ne vem, kdo je to. Ne. Zdaj že v penziji. Ja, je že v penziji. Tako da Messi je zagotovo vrgel rokavico. Mene prav zanima, kako se ta trenutek Cristiano počuti. Ja, Po mojem malo- hodi živčen. Po Nekaj mojem- pritiska je zdaj, ne? Ne vem, če ni ekonoma narezal. Portugalska mimo grede gre danes v akcijo proti Demokratični republiki Kongo, igrajo ob 7, je tekma, ampak še pri teh preostalih, tudi Francija je stopila prvič na igrišče. V New Jerseyju so na stadionu, kjer bo tudi finale, premagali Senegal s 3-1, tudi Mbappé je kar močno krenil, torej z 2 goloma. Pa Norveška je igrala z Irakom in zmagala visoko 4-1. Tudi tu je Holland zelo dobro stisnil, spet 2 zadetka, že v prvem polčasu, bim bam. In je bilo jasno, da Holland je vredno, ne? Veseli. Vikingi. Ja. So pazi, ker on je imel več punc, pa je mislim, da 3 tudi že pojedel. Ne, ampak zanimiv nogomet, ful, jaz verjamem, da če ste, verjetno marsikdo ni gledal direktno, marsikdo je in klobuk dol, to so tisti pravi nogometni fani, drugače bo pač treba pogledati za nazaj ali pa vsaj highlights. Danes torej Avstrija, Jordanija, tekma, ki pravkar teče, pa ob 7 zvečer Portugalska, Kongo in ob 10 naša Krups Coffee Crush tekma Anglija, Hrvaška. Jutri bomo pač malo bolj zehali, ampak je pa to krasotica, mislim, tako si je rekel, zdaj vseh tekem, ki so do zdaj bile. Tako, jaz že imam rezervirani 2 urci za popoldanski počitek danes. Bom mogel iti spat, zato da bom lahko zvečer stisnil. Dobro. Ja, tako da jutri zjutraj Ema se pripravi, da bo z igrom zehala, bolj kot običajno. Ampak še vedno velja in do 22. danes lahko pošljete po SMS-u na 051 220 220. Kaj mislite, kako se bo končala ta tekma, ker mi imamo en kup teh res čudovitih Krups Coffee Crush, verjetno najbolj seksi kavnih aparatov ta trenutek tam zunaj. Če Ema potrdi, bolj definitivno drži. Nama z igrom ni treba verjeti teh stvari, ampak pač Zelo hot je. Kloka. Je, ne, dobro, da ne rajmo več glezati. Dobro? Samo povem, da je Vključil sem se v debato. Daj se pogovarjati, da ni dva klokat pa glezati. In jutri zjutraj nekdo, ki je, če boste točno ugotovili, lahko dobite, če vas bo več, bomo žrebali, če pa ne bo noben trofeo med vsemi napovedmi, in hvala lepa, ogromno smo jih že dobili, pa bomo žrebali med vsemi, ki ste poslali, skratka, mi hočemo te hot kavne aparate dati ven. Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio si dam na glas? Dajte meni klimo, lepo prosim vas.
Pomaga, verjetno naj reši tega problema, ki ga ima. Goras ta trenutek. Ampak čisto zares, v petek bomo nekomu od vas, ki sodelujete, in hvala lepa vsem, ki sodelujete v naši igri Vročina nima šans, dali novo klimo Gri Eri, podjetje Atlas, ki jo bo 2. julija, ampak to je potrjeno, pri vas montiralo podjetje Klimatron. Tako da, to je rešeno. Zdaj, 2 kroga sta že mimo, gremo se skriti domači zvok ekipe Totega radija. Zvok hišnega aparata. Ponedeljek je šlo malo bolj tako, je bil kar zagoneten. Ti si tako zagonetnega nastavil. Ja, včeraj je šlo malo lažje z tvojim robotom. Tako. Danes je posnetek, ki ga je doma naredil Fras. Okay. Raz vemo, živi eno posebno življenje. Res posebno. Se umiva z roso, airdraja. In to vse na Smetanovi ulici. Vsi lep razgled na to. Ok, ni glih tak, ampak ja, za danes, in če ga prepoznate, potem seveda pošljete, kaj mislite, za kateri skriti hišni aparat gre, in ključno besedo Gri Eri in svoje podatke v SMS-u na 051 220 220. Tudi danes vas bosta Fras in Medvari žrebala 5, ki boste pravilno gotovili, in teh 5 gre kot 5 včerajšnjih in ponedeljkovih v zaključni žreb, ki bo v petek, ko bo nekdo dobil klimo. Ok, zdaj pa dovolj govorjenja. No, striček bo. Torej, prisluhnimo skritemu zvoku ali pa skritemu hišnemu aparatu Markota Frasa. Okay. Mislim, da danes ne bo tako težko. Mislim, da ni. Ne bo. Celo ti veš iz prvega. Celo jaz vem. Res? Ja. No. Sicer nisem še uporabljala, ampak mi je znan zvok. Dobro. Jaz povem, če jaz pravilno mislim, je to ta hišni aparat, ali pa rečemo tudi ker gospodinski v tem primeru, ki ga tudi jaz imam en respekt, ga ne uporabljam. Jaz pa, če pa še jaz povem, če mislim pravilno, kateri hišni aparat to je, jaz ga uporabljam, ampak ponavadi pol pride nekdo za mano pa reče, da ga ne znam uporabljati. Tako, kar je čisto normalno, ne? Ok, torej ga ne znam, te pa daj ti, te. Tako, znaš boljše. Tako. Ja, pa ne moram se naučiti, glej, ne morem se naučiti, če pa vidiš to, kar reče, te pa daj ti, glej, se ni problema. Te bom podpiral iz kavča, medtem ko to uporabljaš, ne, oziroma rihtaš. Tako da, ja. Ali si to videla, Ema, in ali je padlo še eno upanje za domovino? Kaj to? Tom Holland oziroma aktualni Spider-Man in Zendaya sta poročena. Kaj? Ja. Ojoj, kaj? Ne. Ja. Morate vedeti, da ima še vedno tiho upanje, da si bo Neymar premislil vnovič. Ja, da veliko njih imam. Bi rekel. Ja, ampak Tom je eden izmed njih. Bi rekel, ja. Ja, tisti Spider-Man. Še en, ki je šel. Da bi se ti... Pa dobro, samo ona dva zdaj nista tako dolgo skupaj. Ja, tako da to zdaj nista. Še možnost, pa še otroka nimata. Tako da to je še vse odprto. Ja, to je še odprto. Da bi se ti malo obleko, ne, v lateks doma. Ti si, da te reši, ne. Your friendly neighborhood Spider-Man. Tu sem. Tu so tudi danes dileme študentke Eme. Stopimo bliže generaciji z Ema. Dobro jutro. Dobro jutro. Na seznamu tvojih dilem, pa zdaj, ko rečemo tvojih, mislimo na splošno, ne? Tvoja generacija Z. Šef po nazivu ali šef po zaslugah? Ok, razložim prvo. Ja, prosim, le daj. Šef po nazivu je malo tak, ker pač jaz ne vem, če si on res zasluži ta naziv šef. Aha, ok, dobro. Pač jaz ga zdaj moram tu spoštovati, pa vse, ampak ali res? Medtem ko po zaslugah. Tako pa mi on dokaže, da pač si on to zasluži, da pač nekaj ve, ne? Veš kaj, Ema, tak ti bom rekel, tak bi moralo biti. In tu to sploh ne bi smela biti dilema.
In prav je, da se tako sprašujete, in prav je, da tako razmišljate, ker če tako razmišljate, bo enkrat tudi čisto zares tak, da ne bo šef samo zato, ker je tisti komad nar tak rekel, ker ga ima oni v žepu ali pa v šahu ali pa sta pač dobra prijatelja, ne? Ampak zato, ker si to nekdo res zasluži in je leta in leta delal in strokovnjak na tem področju. Vidiš, to sploh ni dilema. In kak je tukaj na tem radiju? Ker same postavljene, ne, osebe, ne. Ja. Nekaj, no, po šefu naziva, šef po zaslugah. Zaslugi, kaj, to je sploh vprašanje? No, tako, Jeger. Ali je to sploh? Ni to, kar si mi včeraj pravila, ko je šel dan domov. Samo malo. Čakaj. To je med nama. Danes je torej 17.6., še 9 dni, oziroma prihodnji petek bo tako daleč, ko se bo začel teden, ko je Maribor najlepši festival Lent. Ja, in mene veseli, da že zdaj, ko pogledaš malo na program, že marsikje piše razprodano, kar je super. Res je. Vidim pa, da mislim, jaz imam že kar nekaj dilem in tako veš, da je festival dober, da ti je že pred začetkom malo žal, ker ne boš mogel vse obletati, kar bi rad. Kako to drži? Te veš, da je to prava stvar, da si pol rečeš, joj, upam, da pridejo drugo leto ali pa da bojo kdaj spet, da bom lahko v totem našem mestu gledal taka imena. Česa se vidva najbolj veselita, recimo tak, če bi morala zdaj z glave reči 1-2 stvari. Shrek musical. Ok, bravo. Ja, English Student Theater. Minority After Party, seveda da. Jaz recimo... Samo malo, hočem to samo to povedati, kdo bo hodil kot zombi, ko bo Lent. Samo ne bo. Dopust, takrat. Lepo. Odobren? Ja. Ne. Ne? Ne, seveda da ne. Okay. Jaz jih imam ogromno, ne, pazi, najprej simfonični Stampedo, enako. SNG, enako, Jeger. Vokalisti pridejo, to komaj čakam, bolj piše se leto, ker pridejo Sveti trije, ne. Ja, evo. Jeger. Za mojo tamalo se veselim Art Campa, valjda pa recimo... Dobro, to se jaz več ne. Ja, jaz se pa tudi predstavil v veterinskem dvoru za otroke v sklopu otroškega Lenta, ogromno jih bo, teda po mojem tudi kar vsak dan tam, pa se mi zdi, da odličen program ima Jurčko večer oder, ker so tam Soulfingers, pa Zmelkov, pa Gruvokado, pa ogromno je tega. Ne moreš, ne, izbojiti. Evo, to je samo z glave, recimo, česa se veselim. Jaz definitivno grem preveriti Morčibo. Zato, da vidim živo to, kar smo že od nekdaj vrteli na radio in je bilo popularno, ne, da vidim, kako to zveni. To je, mislim, ni veliko krat, da nek tak band oziroma taki ustvarjalci pridejo v naše mesto in se mi zdi, da to zamuditi bi bilo, ker vseeno gre za globalne zvezde, oni so imeli hite po celem svetu. Ne, pa recimo, zdaj neko malo bolj resno glasbo tudi, Marko Črnčec trio, to je 700, to bo tudi pravi, ne, Marko je genijalen pianist in mislim nekdo, ki je bil skoraj da rezident v Blue Note v New Yorku, pol veš, ne, da pač prav, veš, ne, to je spet ena ona zgodba, ki smo imeli z Rokom Predino, Marko pač z Benedikta, veš. Pač blizu, ja. Naš človek, ne. Pa eden največjih aktualnih jazz pianistov na svetu, tako da ja, res je ogromno je tudi letos, najdite nekaj zase in ne se sekirati. Kot sem rekel, če vam je že v začetku, že preden se začel festival malo žal, pol pomeni, da je program ta pravi. Sej, verjetno veste, ni treba posebej razlagati, ampak morda za koga, ki mu bo to prišlo kot presenečenje, je ena skupina čudakov ali pa posebnežev, ki dela na tem radiju. Ja, zagotovo. Tako je. Hvala Bogu, da smo toliko zanimivi in da imamo neki odnos kljub vsemu, to se še strokovnjaki marsikaj sprašujejo. No in to je najbolj vidno, ali pa eno tistih momentov, kjer je to najbolj vidno, je zagotovo, ko se pubeci zaprejo v naš snemalni studio in pripravijo naš trailer. Ne, vedno, ko je kak velik filmski hit v Mariboxu, mi naredimo svojo verzijo oziroma svoj pogled na to. In potem, seveda, ker vse skozi snemajo naprave, nastanejo tudi taki posnetki iz zakulisja. Sta za? Ja, daj. Prisluhnimo.
Okay. Pozdravljeni, danes bo... Pozdravljeni, danes bo... Kitajski vesolec. Pozdravljeni, danes bo... Kaj pa je zdaj rekel? Tišči ga! Ja, kdo ga tišči? Nekdo, kam ga tišči? Ja, kam ga tišči? Ja, srad, materno! Okay. No, polje nastal kar spodobni izdelek, Spielbergov dan razkritja pa je že na voljo v Mariboxu. Vzamem nazaj za Nostradamusa. Avstriji so razveljavili gol, tako da Avstrija je zdaj Ni bilo roke. Res ni bilo. Ne, res ni bilo. Ne. Kaj te oni vidi? So ti pa srce, Avstrijci vidim, ne? Ja, pa zdaj se je še danes, ne? Fej se je razkuro, oni ko pač nima avstrijskega glih priimka, pa je malo blondni. To je eden od najbolj legendarnih avstrijskih nogometašev po Prohaski Kranklu Arnautovič. Tudi ja, no, ni glih zadovoljno. Toliko o tem, s kom se jaz tu menim. So good, so nice and easy. So nice and easy. O, da sem od samega vznemirjenja Hercoga pa Polsterja pozabil, ne? Pa Ivica Vastič. Ja, če je bil. Dobro jutro, Tine. Dobro jutro. Good morning. Vidim, da se fino zabavaš ob teh naših debatah. Jaz tudi moram reči. Kako pa nam kradejo? Res kradejo. Res. Pa to pa res ni bila roka. Če se od telesa odbila, pač imajo roko tam. Ker je roka del telesa. Ja, ne vem, zakaj sploh roke čiska. Lahko stran telesa daš, ne? In je ne smeš dati, ker če daš stran telesa. Kaj ti sploh gledaš fuzbal? Ker je svetovno prvenstvo, pa mi je pač fajn. Tine, kaj si nam danes pripravil? Eno mini vprašanje, tako nenagradno, ker nagrade nimam. Okay. Tine, ti si sam po sebi nagrada. Tako. Tebi smešno? Nič, pardon. Povej. Katera je edina zastava, oziroma pač zastava katere države edina na svetu, ki nima not rdeče, bele ali modre? Kurasao. Ne, belo ima, pardon. Ne. Ni Kurasao. Portugalska. Ma belo. Ne, rdečo ima, ne? Ja, rdeča tudi, jaz sem se zdaj na belo fokusiral. Nepalska, ali kaj jaz ne? Bhutan. Tibet. Ja, tam blizu, kje je? Tibet, ima zastavo. Jamajka. Ja. Resno! Čaki so malo, kje je aplauz? Pa Jamajka rečemo, ne? Ampak ti v žaru borbe je Jamajka prišla. Ja, točno. To bi mogli proslaviti po jamajško. In to pred 8. 20 pred 8. Tine, hvala in čestitke, Eva. Jeger na trnih. Pa če kaj zdaj možen penal, zdaj gre spet gledati. Penal? Kaj te penal je? Pa se eno, penal, kaj... Zdaj gre gledati ponovno ta zaslon, pa var odločitev, 10 minut podaljška je že mimo, kam gledamo to, daj piskaj pa gremo domov. Naj samo povem, da je Jeger napovedal v internih stavah, da bo Avstrija Jordanija 2-1. In tak tudi je. Ja, ne. Bo penal ali ne bo? Ne bo. Nikoli si nisem mislil, da bom tak znemirjen pri tekmi Avstrija Jordanija. 11 metrovka. 11 metrovka.
Kazen. Sam on. Samo oko, ne, vse bo Zdaj spet je, on je kao z roko igral, ampak ni imel roke ob telesu, samo je klizno in zdaj kaj bo? Zdaj pa te... Ne, po mojem ti za nalašč to dela Jeger, samo da ti ne bi zmagal v internih stavah. Ker slabo. Ok, da vidimo, čakaj. Ok, kažeš, ja. Če zdaj pokažeš na belo točko. Zdaj, če naredi kvadrat, pol pomeni, da v penal. Ja, pa bodi vesel za Avstrijce, ker bo 3-1 zmaga. Pa saj samo 2 piki, drugače bi 4 pike dobil, ker si napovedal točni rezultat. Zdaj pa vseeno čas za malo bolj resne teme, ker kljub temu, da je fuzbal in da je vse so seveda veliko bolj resne stvari, ki se v svetu dogajajo. In svet je slavil zdaj par dni nazaj, ko je bilo objavljeno, da so Američani in Iranci vseeno podpisali mirovni sporazum, oziroma da ga bodo v petek. Virtualno so ga podpisali, skupaj pa ga bodo podpisali v petek v Švici, tako da od 28. februarja je trajala vojna, sporazum zdaj predvideva takojšno in trajno prekinitev vojaških operacij na vseh frontah, tudi recimo v Libanonu. Vključeval naj bi ta sporazum tudi odprtje Hormuške ožine, ki naj bi se tudi odprla v petek, zamuda za to odprtje pa pravijo, da čistijo tiste podvodne mine, tako da v petek naj bi se odprla tudi Hormuška ožila, končalo bi se na ameriške zapore iranskih pristanišč in podaljšalo premirje, medtem ko bi se pa naj jedrski program Irana obravnaval v 60-dnevnem roku v nadaljnih pogovorih. In tu je zdaj glavno vprašanje, kdo je v tem zmagal, razen noben, kar je več kot očitno, ko govorimo globalno, ko gledamo, ampak zakaj bi mi bili pametni, če imamo hišnega strokovnjaka za mednarodne odnose, dr. Farisa Kočana, ki je sicer profesor in raziskovalec na katedri za mednarodne odnose Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Torej, doktor. Gre za načelen dokument nezavezujoče narave, tako da bomo v prihodnjih 60 dneh skozi dogajanje na teren pa kristalizacijo pozicij dobili potem najverjetneje dokončni sporazum. Zaenkrat vsaj percepcije, tudi tržne percepcije, delniške percepcije kažejo na to, da je Iran zmagovalec. Ne samo, da bo režim preživel, ampak da bo tudi dobil sredstva. Tu govorimo vsaj o približno 20 milijardah dolarjev zamrznenih iranskih sredstev. Trump je dobil zaključeno vojno, kakor mu ne bi ustrezalo, da bi v času mestnih volitev in vseh kampanj ta vojna še trajala, ki zares, vsaj tako se zdi, z vidika izplena, tako za ZDA kot za Izrael ni imela pretiranega smisla. Ok, in ali je to tudi razlog, da je Trump popustil? 14 vojakov ameriških je umrlo, iranski režim pa ni padel, očitno jedrskega orožja ni zamejil do te točke, z desetkanje, kolikor je, in v tem kontekstu se je Trump urušila tista percepcija nekoga, ki je tisti, ki sklepa sporazume, ki naj bi zagotavljal mir in je mirovnik. Tako da je to nujno potreboval, zato da lahko sedaj zadevo proda kot širšo zmago. Ok, in zdaj pa še eno vprašanje, in sicer Izrael. Izrael je trenutno največja neznanka z vidika tega, ali se bo držal sporazuma in se umaknil iz zasedenih libanonskih območij oziroma ne nadaljeval s to svojo vojaško intervencijo. Tam, ker Iran seveda je ogromno dolžan Hezbolahu, ogromno dolžan tudi Huticem, to so v bistvu najmočnejše skrito orožje za destabilizacijo regije, tako da trenutno so vse oči, tako se vsaj zdi, odprte v Izraeli Netanjahuja, ki je bolj ali manj v kotu, ampak vemo, kako Netanjahu iz kota izhaja, ko je stisnjen v kot, pomeni veliko nasilja, pomeni veliko prelite krvi in pa tudi veliko nove potencialne nestabilnosti. In zdaj vemo, v naslednjih 60 dneh se bodo še dogovarjali, kaj se pa pravzaprav še morajo zmeniti. Ključno je glede obogatitve urana, to je pomemben element je tudi Oman in Hormuška ožina. Ali bo ZDA pristala na to, da Hormuška ožino se izkorišča za to, da se v bistvu delne vojne reparacije plačajo, vprašanje torej svobodne plovbe, to so se prav tisti ključni ekonomsko-operativni vidiki tega sporazuma. Tretja stvar pa je, ali bo Izrael zmogel držati svoj del sporazuma in ne poglabljati situacijo v Libanonu. Ja, dr. Faris Kočan iz Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, hvala lepa za ta pojasnila, kar je bistveno je, da naj bi to vseeno prišlo do konca in da se take norije več ne bi ponavljale. Ja. To je to, kar si želimo, ne? Absolutno. Bog Jeger.
Tak si bil blizu. Ja, fejs blizu, ampak Tako Da bi blizu, ampak zelo tako rezultat. daleč. Ja, vidiš, ne to gre je to. pa, ne gre. Na koncu, čeprav je Igor stavil, da bo Avstrija Jordanijo premagala 3-1 z 11 metrov, ko v 100 minuti, 101. pravzaprav zmagala s 3-1. Tako. Ja, imam pa eno drugo dobro novico za tebe, Jeger, vem, kaj boš poleti nosil, ker Kaj? spet prihaja v modo. Cokle. Res? To sem jaz včasih nosil. Pa Se ne dvomim. ene parnih na pohorju, to Jaz še od zdaj babice starajno kradla. nosim. Kaj si? Od babice. Od babice? Si jih Ja. nosila? Ja, Res? ja. Lepo. Pač- No, Jeger bo zdaj, bomo slišali, ko bo hodil ta dom, in pol jih moraš imeti tako dolgo, ker pravi cokle imajo seveda leseni podplat, jasno da jih tako zguliš, da imajo ravnega, te so svoje dale, ne? Kdo bo te tonovco proti? Sreda, 17. junij je danes, kar pomeni samo še 9 dni. Prihodnji petek se začne teden, ko je Maribor najlepši. To je festival Lent. In ostajam pri trditvi, da kak veš, da je program na festivalu dober, ker ti je že vnaprej žal, da ne boš mogel vse videti. Absolutno, in tega bo letos kar, mislim, ogromno bo takih stvari, ki so na razpolago, za vse okuse, za vsakega se najde nekaj, ampak program pa je letos res tak nastavljen, da če bi hotel vse videti, bi res mogel biti od jutra do večera na leto. Ja, pa se tudi tu pa tam klonirati. Pa se tu tako, ja, ker je več prizorišča. To je, ne. Seveda ne smemo pozabiti na Artcamp, ti se ga posebej veseliš. Jeger. Res je. Ti si še lani tja hodila, Ema, recimo. Jaz bom tako- mogoče še letos. Resno bo šla malo na delavnice. Ja, Vse malo. lepo, ne? Genialno je iti malo na sprehod, malo kaj se dogaja, pogledaš malo kako palačinko, poješ se, veš, tako se naredi. No, ampak ne bo za otroke samo v Artcampu, tudi v Vetrinskem dvoru se bo dogajalo in kaj točno, oziroma kaj lahko tam pričakujemo, je producent otroškega programa v Vetrincu, Marjan Rajbenču, Pivke, tak povedal. Poslušaj, Igor, zdaj. Slušam. Videl, kam malo peljati. V Vetrinskem dvoru, kot vsa leta, in tudi seveda vse dneve festivala, se pravi od petka 26.6. do sobote 4.7. tudi otroški Lent, se pravi predstave, koncerti, lutkovne predstave za otroke, animacije. Predstave se dogajajo ob 18:30, do zabave, do smeha, petja, rajanja. Pridite, pripeljite svoje otroke. No, Slišal? in tudi upam, da poslušajo babice. Da bodo peljali Ja, otroke, ne. ker ima Ati drugo delo. Ti ima zjutraj službo, ne, babice so pa, Ali pa bo Ati pač seveda gledal kaj kje druge. Pa. recimo, Je pa res, da je tudi ura prava, recimo ob 6:30, da potem še lahko Ati pelje mimo, ne. Ronalda pa se laže, da je mali hotel. Dejan, Ana in Jeger in toto jutro.